Opravili smo pogovore z prebivalci tega območja in tako kot sem v prejšnji izjavi že povedala, so ključne težave, ki jih imajo in potrebe. Želijo ohraniti pravice, ki so jih imeli do sedaj, želijo urediti zemljiško-knjižno stanje nepremičnin, ki do sedaj niso imeli urejenih, pa predvsem tudi ustrezne dostope do svojih objektov, ki jih imajo. Na koncu pa smo se tudi pogovarjali o možnosti preselitve teh prebivalcev, ki so izrazili željo. Lahko rečem, da so bile njihove pripombe zelo konstruktivne in pozitivne. Dali so še nov predlog, da bi tudi možnost legalizacije teh objektov, za katere niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja, pa tudi pri sami preselitvi smo potem ugotovili, da imamo tudi možnost preselitve kmetij, kar že določa zakon o kmetijskih zemljiščih, pa lahko tudi v tem primeru naredimo izjemo za te osebe. Koliko ljudi je izrazilo oziroma koliko družin je izrazilo željo po preselitvi? Torej, na tem območju je izrazilo upravičeni, če rečemo, da gre za slovenske državljane, ki živijo, ki bodo živeli na hrvaški strani, so 4 družine. Imeli smo pa tudi izražene potrebe tako hrvaških državljanov, kot pa tudi posameznikov, ki imajo samo nepremičnino na tem območju, tako da 4 družine. Je govora o znesku 75 000, lahko o tem poveste, ali gre zdaj za znesek na gospodinjstvo plus družinskega člana? Ta znesek je čista špekulacija, ki je zaokrožil okrog. Z vsakim se pogovarjamo, kakšna je njegova situacija, ker so situacije zelo, zelo različne. Enako je tudi tukaj v tem primeru. Imamo 5-članske družine, 3-članske družine, 1-članske družine, tako da sigurno ne more biti rešitev enaka za vse. Smo pa z županom se dogovorili, da pogledamo, kakšne so možnosti na tem območju, glede torej tako zemljišč kot nepremičnin. Včeraj smo se v Razkrižju pogovarjali, jutri gremo še v Sečovlje, ker so bile tudi izražene te želje in na koncu bomo po individualnih razgovorih našli eno skupno rešitev za naše prebivalce. Ste kakšne roke postavili? Nikakor ne moremo začeti s temi postopki, lahko se pogovarjamo, nikakor pa ne moremo konkretnih korakov narediti, dokler ni sprejet zakon oziroma dokler ne implementiramo državno mejo. Vpis v zemljiško knjigo kdaj v 2-3 mesecih so ljudje nekako rekli, da ga pričakujejo? Torej, zakon o zemljiški knjigi predvidevamo, da bo sprejet že ta mesec na vladi, najkasneje v oktobru mesecu, ki bo dajal možnost vpisa po uradni dolžnosti. Najprej moramo vzpostaviti zemljiško knjigo na tem območju, kjer je ni, potem bo pa seveda takoj tudi možni vpisi, lahko pa tudi sočasni. Lahko sem še jaz, ker sem zamudila, smo ravno kar imeli vklop, ne? Primer Brezovice, prej je krajanka povedala, razmišljam tudi o selitvi. Se bodo preselili ljudje? Da, tudi, kot sem povedala, 4 družine so izrazile željo, če bo država dala možnost, se želijo preseliti v Republiko Slovenijo. Ste omenjali kakšne zneske, odškodnine? Nismo govorili o zneskih, še enkrat naj povem, da je ta znesek, ki kroži, špekulacija. Z vsakim posebej se pogovarjamo, situacije so zelo različne in potrebno jih je tako tudi obravnavati. Pa bo država pomagala? Bo. Država se je zavezala in bo pomagala našim prebivalcem.